Dober večer, najprej drage gostje in potem še celotna publika prelepih cvetk, žena, mlajše, starejše, vse ste dobrodošle vedno. In z dojenčki in brez, danes mislim, da nimamo celo nobenega dojenčka, prvič, a ne? Tako da, skratka, lepo pozdravljene. Torej, pozdravljam najprej Evo Trpin Fortuna, lahko malo date aplauza. Dober večer. Ja. Potem Zalo Cempre. Ja. In pa Metko Albrecht. Vse take mladostne in žareče žene. Bom začela z Zalo, ki je v sredini. Zala originalno prihaja iz Logatca, sedaj pa živi v Ljubljani. Po izobrazbi je ekonomistka, ki je eno leto študirala v Franciji in eno leto v Ameriki. Trenutno ima še eno leto do zaključka magisterija teologije in svetega pisma na ameriški fakulteti. Je mladinska delavka pri društvu Več, imela pa je več misij v bivši Jugi, na meji Ukrajina-Slovaška, v Mehiki in pa Keniji. Zelo rada se ukvarja s športom, poleti je v hribih, pozimi pa smuča. Uživa na koncertih ter potuje, raziskuje nove kraje, kulturo, hrano. In je teta nečakom nečakinjam. Ni še poročena, tako da še moli za moža. Jaz poznam Zalo tudi kot izjemno slavilko in močen zgled res mladim ženam, ker je tako polna enega veselja, ne glede na okoliščine, kaj se zgodi. Bo tudi kasneje kaj več povedala. In ko ona pripravi kviz za kakšno žensko druščino, nazadnje na en baby showeru je res top, tako da to vam zagotavljam. Tako, evo, dobrodošla Zala. Zdaj, drugo bom predstavila Metko Albrecht, gotovo jo vse poznate, ali pa ste saj že slišali za njo, ne? Ona je pa mamica dvema otrokoma, sicer pa je uveljavljena slovenska stilistka, kostumografka, nekdanji fotomodel pa Miss Slovenije 1993, ampak glejte, kako dobro zgleda. Čist še iz 93 ohranjena, odlično. Danes je ena najbolj prepoznavnih modnih strokovnjakinj pri nas, ki že vrsto let skrbi za podobo televizijskih voditeljev na Pop TV in vodi tudi svoje podjetje za modno kreiranje. Je strastna tekačica na dolge proge. Dosegla je izjemen športni mejnik in je pretekla six-star finisher, to pomeni vseh 6 največjih svetovnih maratonov. Ja. Bravo, bravo. Sicer pa jaz Metke osebno ne poznam, smo se dogovorili, da se tikava, ampak jo osebno začutim iz medijev kot zelo, zelo prijetno. Vedno mi najprej pridejo v oči ta nasmešek, te krasni zobje, kodrčki in pa zdi se mi, da si zelo tako dobrodelna, veliko sem tega zasledila in vedno pripravljena pomagati drugim. Ali v stiski, ali pa pač z neko navihanostjo, dajmo nekaj dobrega narediti. To pa sem. Ja, tako, evo. Super, lahko še en aplavz za Metko. Tako. Eva Trpin Fortuna je pa mamica 6 otrokom, sicer priznana slovenska zdravnica, specialistka maksilofacialne kirurgije in strokovnjakinja na področju estetske medicine. To pomeni, da ima dvojni doktorat, tale kirurginja naša. Ne. Specializirana je za posege na obrazu, čeljustih in ustni votlini, vključno z estetskimi posegi, kot je korekcija zgornjih vek in pomlajevalne tehnike. Svoje strokovno znanje deli v več centrih. Lani se je s celotno družino odpravila na Madagaskar za 2 meseca, uživa pa tudi v šivanju, kvačkanju, risanju, peki, ogromno talentov ima. Sicer pa jaz poznam Evo še iz gimnazijskih let, sva bili sošolki, ker sva skupaj spregali, sklanjali vse v latinščini in tudi precej kolesarili med počitnicami in pisali sva si še v študentskih letih pisma, ki se jim danes res lahko nareživa do solz. Mama spravljene. Ja. Tako da Eva, dobrodošla tudi tukaj med nami. Danes imamo tole knjigo za podlago. Ne vem, če ste jo že prebrali.
Enim je všeč, enim ni. Pač Hildegarda je bila ena taka res posebna ženska. Tako da, zdaj ne vem, Eva je rekla, če jaz nam povedala, mora ona povedati. Ampak ona, ki jo je brala, rekla, da se ful noter najdeva, da mi dve sva tlele noter tudi. Skratka, vse stranska. Ampak ja, jaz mislim, da smo zelo vse stranske dan danes. Se pravi, bila je mistkinja, veliko se je zdravilstvom ukvarjala, notri najdete tudi recepte in pa predvsem veliko enih takih, ko bi rekla, čist zdravorazumskih nasvetov za zdravo življenje, ne? Zelo povezuje duha, dušo in pa telo. Tako da, zdaj mogoče bom začela kar pri Evi, da gremo malo na fizično zdravje, pa bomo malo šlo duhovno, Mitko imamo tudi en tak zgled, kako zdravo živi tukaj in kako, Eva, pa ti živiš, oziroma si prizadevaš za tvoje zdravje ali pa tudi kako vzgajaš otroke, se pravi, ne vem, ali predstaviš kakšen del svojega urnika, zdaj kaj bi ti rekla, da je bistveno za tvoje zdravje? Jaz bi mogoče rekla, da si prizadevam, ne? Ja. Stremim k temu, ne uspeva mi mogoče glih najboljš, ker je tempo življenja res enormen. Se mi zdi, večina mamic, ki ima več otrok, kot jaz poznam, so doma, nimajo službe, pač jaz sem zaposlena, kar pomeni redna priprava za paciente. Bom rekla, otroci imajo vsak svoje aktivnosti, športe, inštrumente, popoldnevi so dostikrat prevažanja. Vem, da velikokrat sedim v avtu, ko jih čakam in si mislim, Marja, jaz bi bolj potrebovala zdaj eno usmerjeno vadbo, kot pa oni. Tako da bom rekla, bi si želela, če me vprašaš, po čem hrepenim ali pa kaj so te novoletne zaobljube, so vedno, ja, zdaj pa res čas, da naredim neki en pilates, ne vem, neke vadbe za kor, za telo, zase, a ne. Tako da, ja, mislim, zadnja ideja 3 tedne stara ni še uresničena, ampak zdaj jo bom javno povedala. Super. Zdaj mora biti. Je to, da grem na tečaj flamenka. Ja, kam mož ne pleše, a ne, to pa recimo bi si pa zelo želela, ampak če ne, pa narediš neki zase. Drugače pa ja, trudim se zdravo živeti, to je čista norišnica v zdajšnjem svetu, seveda, kaj je najboljš otrokom, moji niso nič drugačni, kot katerikoli drugi najstniki in odraščajoči otroci. Najrajš imajo sladkarije, okrog me prenašajo po vseh možnih ovinkih. Bom rekla, papirčke izpod polštra vlečem, obsedena sem s tem, pač, da jim ne kupujem bombonov, da jim omejujem sladkarije, pa vseeno me okrog prinesejo. Drugače vedno vsak dan kuham kosilo. Bravo. Se pravi, ne jemo po restauracijah. Itak je to ful drago, če ima 6 otrok, ne? Ja. Tako da in kuhamo, bom rekla, mogoče tako po teh receptih, ker sem prišla k Heleni na obisk, tisti trenutek, ki me je prosila, če bi, ne, v bistvu ni me prosila, rekla, jaz sem te že določila za gostjo, sem ji prinesla, welcome gift, pa sem prinesla noter 1 kilo pire. Ja. Ne, da bi vedela, da polk odprem knjigo, ta Hildegarda jo mnogi povezujejo s piro, da je to pač to staro žito, in ima tudi veliko receptov na to temo. Tako da ja, trudimo se, bom rekla, živeti kar se da zdravo v tem svetu, ki je itak preobilen, ki imamo vsega preveč. Tako mogoče vam pol kasneje še kakšno afriško izkušnjo povem. Ja, to te bom še vprašala, zagotovo. Zala, zate bi pa želela, da pa podeliš, ti si pa pač zelo, se pravi, goreča si, ker si pač spoznala Jezusa, kaj pa misliš o tej duhovni plati zdravja? Se pravi, on je naš zdravilec, kako, da se človek ne upira le nase, ampak da se res opremo na Boga, a ne, to tudi zdravi človeka in pač je naše duševno zdravje. Kaj bi rekli? Jaz čisto, ko gledam na človeka, jaz vidim, da eno je pač, imamo fizična telesa, imamo fizične potrebe, potem tudi v Svetem pismu, ko beremo, potem torej imamo telo, duša in duh. Ja. To, če jaz recimo zdaj bolj specifično govorim za duha, jaz verjamem, da ko tudi v Svetem pismu, ko beremo, ko se odločimo slediti Jezusu, ko rečemo, Jezus, ti si moj Bog in ti si moj kralj, Bog, v Svetem pismu piše, da Bog pošlje Svetega Duha,
ki nam potem nas uči, nas vodi, nas tolaži. Drugo ime za Svetega Duha je tolažnik. In jaz mislim, da ta duhovni del je, da zdravje na duhovnem področju, če lahko tako rečemo, je prebiranje Svetega pisma, je slavljenje, je molitev, je včasih tišina, ker tudi to je molitev in da sam poslušamo. In je res zanimiv pol na neki točki, ko hoje z Gospodom, hoje za Jezusom, kjer ti začnejo vrstice iz Svetega pisma izstopati, kjer čutiš, eni pravijo intuicija. Jaz mislim, da včasih je intuicija, včasih pa mislim, da je čista nagib Svetega Duha, da nekaj naredim ali pa da grem k neki osebi. Ali pa jaz kot otrok sem bila dosti sramežljiva oseba, se mi zdi, da šele v zadnjih letih, sploh v zadnjem času, se mi zdi, da ima zmeraj bolj, ne vem, sem nekje, pa čutim pet do te osebe, pa jo vpraši ali pa jo pohvali ali pa nekaj naredi. In se mi zdi, da prepoznavanje Svetega Duha in glas Svetega Duha dalj časa, ko smo v molitvi, ko smo v Svetem pismu, bolj bomo prepoznali, kaj je glas Svetega Duha. Tako da se mi zdi, da zdravje na tem področju je čist, kot sem rekla, Sveto pismo, je molitev, je slavljenje. Meni zelo pomaga biti v stvarstvu tudi, torej hribi. Nemogoče mi je, da ne slavim, ko sem v hribih, ker meni so hribi takoli, ali pa tudi morje, kjerkoli sem. Tako da čista tihi čas, kjer sem lahko osredotočena na Gospoda. Pa tudi dokazano je, ne, da ljudje, ki verujejo oziroma imajo neko duhovno perspektivo, dejansko grejo tudi lažje skozi bolezni, a ne? Ali pa skozi slabe okoliščine življenja. Ne? Tako da, Metka, ti si pa strastna plesalka bila, tekačica. Zakaj tek, zakaj ne kolesarstvo? A si kdaj razmišljala o tem? Oziroma, kako da si se ravno za ples vrgla, tek ali še kaj mogoče, pa jaz ne vem. Moj svet je pa tako zelo preprost. Jaz delam vse po nekem navdihu. Zakaj tek? Čisti slučaj. Vedno sem tekla od nekdaj, od svojih osnovnošolskih dni. In potem je bila prijateljica, ki je rekla, a ne bi mi dve probale to na nek maraton, to se malo prijaviti, pa to bi brez veze, pa še plačati moraš, pa gužva, pa tako naprej. Pa ne, pa deva proba, da vidva, kje sva, pa tako naprej. Pa z enega, pa sva šle na Ljubljanski maraton. In seveda, jaz imam to športno žilco in ta duh, moj tekmovalen, to mi ne da miru in jaz vmes rečem, a mi ti dovoliš, da jaz lahko grem naprej, ker je mene ta power, meni ljudje, mene vi tako potegnejo noter in jaz to tečem. In sem imela vrhunski rezultat za nekega rekreativnega tekača, ki nikoli ne gleda na uro. Jaz nikoli ne nosim ure, nimam slušalk, jaz poslušam ptiče, poslušam ljudi, gledam okolico. Mislim, meni se to ful dogaja. In potem me je klical en prijatelj in je rekel, pet greva na kosilo, ti si ful dober tekač. In sem rekel, valjda ga pa. In potem smo šla na kosilo in on meni reče, zakaj ti ne bi pretekla vseh 6 maratonov? In jaz tako zastrižem 6, brez veze. In on meni reče, da je en v New Yorku in en v Londonu. In jaz in potem sva si dala roke in smo štartala. In seveda, kater je prvi? Ja, New Yorški. Ja, veš, Metka, ampak to je ful težko noter prideti, ker ti še nisi tekla, pa nimaš časa, pa ful je prijavljenih. Vse, kaj ti kar zase govori. Če sem se jaz nekaj odločila, jaz bom noter prišla. In seveda, on mene prijav in jaz pridem Ni tako enostavno, ni samo, da plačaš, se pravi prijavnino. To je tak naval, da te moraš žrebati. In seveda vsi so rekli, valjda, ti si ziher sliko poslala, pa so sliko videli. Poznam ljudi, ki že 10 let se prijavljajo na ta newyorški maraton in jim še zdaj ni uspel priti noter, pa je, da pol so še neke veze z nekimi agencijami, to sem zdaj že pase, ampak meni je pač ratal. In seveda, ko se na to pripravljaš, vsi ti rečejo, to je resna stvar, Metka, to ni zdaj, da ti sam greš, 42 kilometrov, to je res ta vibe. Pa sem začela pa res bolj to zavestno, In seveda, takrat sem jaz imela, Alina je bila še majhna in seveda, kdaj tečeš? Takrat, ko vsi spijo, In sem imela pol ene ultraše in so rekli, zakaj mi kdaj skupaj ne gremo na kakšen PST ali pa kaj tazga teč, pa tako je si, sem jaz tečem v ful čudnih urah. Tečem v ful čudnih urah in oni trije tako, kdaj? Sem rekla, ob 3 zjutraj. In oni meni, mi tudi. Kupljeno. In tako smo pol mi štartali, tako da so ti fantje kar precej name pazili, kadar sem imela te dolge teke, ker jaz ne pijem med tekom, ne jem.
Cel maraton, Cel ničesar maraton. ne zaužijaš. Mogoče požirk vode. Ne morem jesti, ne morem teh gelov plastičnih pit. Mogoče pojem košček banane, košček čokolade, ki je ob progi in to je to. Tako, jaz nisem nek zdrav tekač, ki bi zdaj razlagal, kaj treba jesti, pa na kakšen način, pa kako se trenira. Jaz enostavno, po mojem, sem kot Forrest Gump. Jaz obujem super. Sam reče. In vedno se mi mudi, brez ogrevanja, brez vsega. In potem se moraš še nekaj raztegovati in to sem začela zdaj. Zdaj imam pa 50 let, zdaj pa čutim že malo kolena, pa čutim kaj drugega. Pa sem videla, da če se razteguješ, da je to dobro zame. Tako da to je to, zato je tek. Mislim, da bi bila jaz zelo dober atlet, da je učiteljica moje telovadbe v osnovni šoli zelo navijala za to, da bi atletiko trenirala. Borut Bilač prihaja tudi iz moje Postojne. Njega sem vedno gledala, bil je lep, zagorel, fluorescentne šprinterce je imel, ampak nikoli pa nisem bila, toliko sem bila muhasta, da sem nekaj ne trenirala, pa ne bom, ne, seveda. Puberteta, najstnica, to pa že ne. Se pravi, koliko si bila stara, ko so si s tekom začela? Tek sem jaz v mestu imela skozi nekako to, da je bil to moj nek del življenja, zato da sem si glavo spihala, da sem prišla domov nasmejana. To je bil nek del, ko sem bila neodvisna od ure, od nečesa, ampak samo obujaš superge in greš. In to počnem še danes. Sicer sem mogoče tek bolj zamenjala za Šmarno goro. Vsak dan gre na Šmarno goro. Pa jaz tukaj živim, da ne bo pomote z Mongolov, ampak jaz se pelem na Šmarno goro. Ampak Šmarna gora se mi zdi, kaj pa vem, priješ do nekega vrha, to je neka točka, ki se jo dotaknem in tukaj se mi zdi, da jaz tam odložim vse. In dobim 3 v enem, dobim naraven botoks ali karkoli že ta fresh zrak, se mi zdi, da imam za to lepo kožo, pol mi rit gor stoji, a ne, ker redno hodim. Potem si pa še srce in glavo spucam, tako da Priporočaš, Marko. Ja. Ali pa Golovec, ali pa Tako karkoli. da, kaj ne rečem, moje življenje je v bistvu zelo preprosto in tudi recimo ljudi, ki jih gledam, jaz jih ločem sam na 2 dela. Jaz vse sprejemam, takšne, drugačne, visoke, debele, močne, suhe, temnopolte, take, onake, jaz jih ločem sam na prijazne pa na neprijazne. In tisti, ki so prijazni, vam bom dala dušo in srce, tisti, ki so pa neprijazni, se pa obrnem in grem. Bravo. Lepo, bravo. Ja. Super, hvala, Metka. Zala, ti imaš tudi rada res to naravo, stvarstvo, hribe, vem, da kar tišiš, da bi šla nekam in pač bogato doživljaš skozi to. A poveš nam kakšno zgodbo, kakšno kratko pričevanje, navdih? Ja, v bistvu prva zgodba, no, ki mi pride na misel, ima lep konec, lahko ga ne bi imela in v bistvu, klele, verjetno ne vidite, ampak imam en tatu, tako da sem si jo prav, to je bil moj tatu, ki sem dala. Ampak sem bila 3 leta nazaj v Dolomitih v Italiji in sicer, torej sem mladinska delavka, sem del mednarodne organizacije, tako da nas je bilo 5 sodelavcev iz drugih držav in je organiziral en sodelavc, ki je drugač ameriški marinc bivši, tako da specializiran za gore, ni da ni, tako da smo bili pripravljeni. Bilo nas je pa 5, tako da jaz sem bila edina iz Slovenije, torej izpod prelepih Alp. Ostali en je bil iz Estonije, kjer je pač ravno vse. In pa druga 2 pa, dobro, no sta bila že v hribih, ampak nista bila toliko izkušena. Skratka, šli smo za 5 dni, ta zadnji dan smo šli na eno malo daljšo turo, ta sodelavec je vse preveril, YouTube, posnetke, kam gremo. Ferata je bila, torej, da smo imeli tole opremo, da smo se priklapljali, ampak italijanske ferate, kljub temu, da reče, da je zelo zaščiten, ni povsod zelo zaščiten. Tako da švicarske so super, italijanske so malo manj. In mi, ko smo hodili, mislim, je bilo drugače v redu, ampak sploh ta Estonca ga je začela zmeraj bolj panika grabiti. Tako da je bil pred paničnim napadom, zaradi tega, ker je bilo kar nekaj izpostavljenih delov. Jaz sem bila kasrnca, jaz sem skakala, imamo posnetke, sem bila najbolj navdušena. En mu je začela tudi kri z nosa teči, tako da mi smo začeli zelo počasi iti naprej. Pa jaz kot Slovenka sem začela gledati nebo. In je prišel en oblak in je prišel še ta drug oblak in mene je začel malo skrbeti. In sem vedela, da mi moramo zelo hitro iti tukaj naprej, ker pred sabo sem sama imela, če ste že bile na Triglavu, na vsake par metrov je pač tale plošča, kjer piše, kjer ga leta je nekdo umrl zaradi strele.
Tako da mi smo šli in v bistvu prišli smo na en del, vse se je ustavilo, tako da smo mogli sodelavcem malo bolj pritisniti naprej, da smo sploh šli naprej, ker ostali so hoteli iti nazaj, ker jih je bilo preveč strah. Skratka, ko smo bili na najbolj izpostavljenem delu, sem jaz začutila prvo kapljico. In mi gremo potem gor in jaz sem bila pol od zadaj, ker sem eno gori nogo, pač da je šla, drugemu govorila, kam naj gre. Dva sta bila mička naprej in sem videla, da sta se začela napolno objemati. Mi smo pa vedeli, da je nek bivak pred nami. Tako da, in ko smo pa še ostali prišli do tja, smo v bistvu v sekundi, ko sem jaz zagledala bivak, tak rdeč bivak je bil, je prišla pa strela. Tako da mi smo potem laufali v tisti bivak, tako še 10 minut, da smo prišli in v sekundi, ko smo zaprli ta bivak, to je kot da je Bog držal celotno nebo, ker to je bila toča, to so bile strele, nidani, plaz smo videli, novi slapovi, in mi smo bili v tistem mehnem bivaku varni, popolnoma varni. Mi smo se smejali, začeli smo si deliti vodo, ker pač je bila tura dosti daljša, kot smo pričakovali. V glavnem, v bistvu super smo se imeli, pol smo mogli ugotoviti, da prespimo ali ne, ker je pač tu tura je bila že kar pozna. Skratka, jaz, ko sem pol gledala na to izkušnjo nazaj in zakaj sem si dala vtetovirati, je, ker ko sem gledala za nazaj in sem razmišljala, nobenega smisla ne bi bilo, da od te nevihti grem jaz ven in probam fajtati in se boriti s točo pa strelami, ker bi se samo poškodovali ali pa pač bi me ubili. Vse, kar sem mogla narediti, sem mogla biti v tem bivaku. In sem bila varna, mi smo se smejali, smo si zgodbe govorili, hrano smo si delili. In takrat sem jaz bila tako, jaz si želim to zapolniti do konca življenja, ker v življenju imamo vsi nevihte. Verjamem, da vse vi ste šle čez različne nevihte v življenju, take ali pa drugačne. In Svetopismo piše, da Bog je naše zatočišče, on je naše zavetje, on je naša trnjava, on je mir, on je definicija miru, je princ miru. In vse, kar jaz rabim v življenju, ko grem čez različne nevihte, ali sem na vrhu gore, ali sem v dolini, je, da pridem k Bogu v ta bivak, v narekovajih in pustim, da je on moje zatočišče. Tako zaradi tega sem si dala tudi, ker sem bila tako, vem, da bom šla v življenju čez težke stvari in nočem te lekcije oziroma tega nikoli pozabiti. Tako da, to je mogoče. Hvala, hvala Zala za to. Dobro lahko povežemo še zdaj z Evo, ta varnost, pa v bistvu res neke okoliščine, ki pa niso prijetne. Eva, ti si šla pa namenoma v neke nevarne okoliščine iz te varne Slovenije na Madagaskar in to s 6 otroki za 2 meseca. Povej, kaj je spodbudilo to odločitev in kako bi, tudi ker govorimo o zdravju, kako bi pač primerjala slovensko zdravstvo dol, kar lahko podeliš, vem, da lahko samo 2 uri o tem govoriva, ampak nekaj, kar lahko daš danes ženam. Ja, ta odločitev v bistvu je v meni zorela od 24 leta, takrat sem šla prvič kot študentka medicine na Madagaskar za 3 mesece, potem pa še enkrat čez 3 leta. In to je tako, bom rekla, to je bilo tako močno doživetje. Prvič sem doživela v bistvu, Madagaskar spada med 10 najrevnejših držav na svetu. Se pravi, in šli smo na najrevnejši del tega revnega otoka. In to je bilo tako močno, v bistvu močno doživetje, močna čustva, da sem se jaz vsak dan od tega 24 leta naprej spominjala Madagaskarja. Še ko sem rojevala otroke, sem rekla, pismo, če one lahko brez da zastokajo, pa jaz tudi. Tako da, in vem, da sem razlagala babci v porodni sobi, ko sem rodila skoraj 5-kilskega otroka, da to je zato. Ampak ne, resnično je bilo tako močno doživetje, tudi ne vem, če se zavedamo, kako imamo mi živega svetnika med nami. To je Pedro Opeka, naš misionar, in kako si v njegovi bližini, to mogoče, če se navežem nate, ko v bistvu čutiš, kako jaz lahko rečem, Sveti Duh deluje preko človeka direktno in ti se navzamaš te njegove bližine in zgleda tudi drugih misionarjev in v bistvu postaneš
najboljša verzija sebe, najboljši človek, takrat v teh najbolj revnih razmerah, kar v bistvu sej ne moreš čudeža delati, zato ker nimaš kaj v roke prijeti, ampak nekako jaz sem šla z enim takim vedno zaupanjem in vsakodnevno molitvijo, tako Bog, prosim, vem, da si vame položil ogromne talente, ogromno znanja, ogromno sposobnosti, ampak daj prosim, da bo po mojih rokah, da se čudeži dogajajo. Tako to je bila vsakodnevna molitev in še tudi v bistvu v Sloveniji, ko se vozim v službo, vedno zmolim za svoje paciente. No. Tako, ker vem, da lahko, tako kot je mogoče Hildegarda pisala, nekaj ti že narediš po medicinskih doktrinah, tako kot je to z vsem znanjem, ki ga imaš, ampak en del, mogoče celjenja, okrevanja, je pa v bistvu odvisen od vseh ostalih nivojev, a ne? Od duše, od duha, od, bom rekla, konc koncev, kakšno hrano ješ, kaj piješ, koliko spiš, od vsega tega, kar v bistvu ne bomo mogli nikoli poenotiti, pa dati na en skupni imenovalec v medicini. To so pač ti individualni faktori. Tako da, bom rekla, če se navežem zdaj na Madagaskar nazaj, to izkušnjo, ki sem jo takrat doživela, sem rekla, to jaz moram predati svojim otrokom, ki jih bom enkrat imela. Seveda, takrat nisem imela ne moža, ne otrok, ampak sem rekla, enkrat jih bom svoje otroke peljala. No, potem so pa v bistvu, najprej sem moža spoznala, sva že imela skoraj rezervirane karte, da greva skupaj, pa sem zanosila, potem so pa otroci počasi prihajali, misionar je rekel, ja, ta najmlajši mora biti ven iz plenic, to ne moreš, to se vse po tleh plazi. No, tako da se je poklopilo, 2 leti nazaj je bilo, da smo šli. Bom rekla, ja, zagotovo je potreben pogum, kar precejšen, zato ker v bistvu veš, da si tako daleč stran od vse uradne medicine, da če se nekaj zgodi, boš ti zdravil svojega otroka, to je kar tako veliko breme. Ampak po drugi strani sem pa zelo zaupala, da bo šlo vse v redu. Konc koncev, ker Meličanke v Sori so res močno za nas molile. One so pa kar blizu nebes. Ja, mislim, mogoče mi je bilo tako izredno lepo, ko me je poklicala 2 dni pred odhodom glavna specialistka za tropsko medicino v Sloveniji, tako bom rekla, lahko rečem mentorca, ne, na tem področju, in je rekla, o Eva, koliko bi zdaj jaz bila tvoj otrok. Tako je rekla, vse bo v redu. Mogoče ni toliko, marsikdo reče, tudi sem doslišala očitke, ja pa kaj vlečeš svoje otroke po tako divjino, pa tako. Ampak ni bilo tako nenačrtovano, vedela sem, kam grem, vedela sem, da smo pri misionarjih, da smo na varnem, imeli smo ogromno zdravil s sabo, imeli smo tudi vse kontakte od naših zdravnikov, če bi karkoli bilo potrebno. Res pa je, da če bi en imel slepič, bi ga verjetno jaz mogla operirati, ker do aviona ne bi mogla prijeti. Tako. Ta želja, mislim, potem in dejansko je cela ekspedicija je presegla svoja pričakovanja, otroci so me presenetili na celi črti, v bistvu tako so hvaležni postali za stvari, za take osnovne dobrine, ki jih imamo zdaj, da odpreš pipo, pa voda preteče, pa da lahko WC potegneš. Ja. Jih je spremenilo to. Pa da pralni stroj obstaja, ker prej so oni prali na roke vsak dan. Tako da jih je spremenilo. Seveda pol padejo nazaj v komfort tega življenja, ampak jaz mislim, da bodo z časom v bistvu in z leti dojeli, kaj so doživeli, pa dojeli ta presežek, da kam jih je mama peljala, ker verjetno druge mame si tega ne upajo. Tako je, ja. Če pa primerjam mogoče, jaz sem prebrala tole knjigo od gospe Hildegarde, me preseneča, da drugače otroci so točno vedeli, kdo je sveta Hildegarda iz Bingna. To več so vedeli kot jaz. Wow. Res so se v šoli učili. Ona je živela v 12. stoletju. Se pravi, če si predstavljate, to je čas, ko v bistvu ni bilo elektrike, ki mogoče pitna voda sploh ni bila samo po sebi pomembna, kakšna medicina, kakšna zdravila. Ne? In nekako sem zelo podoživljala, kako je to na Madagaskarju, v teh najrevnejših koncih. Ne? Mi smo tudi delali brez elektrike, brez tekoče vode, z en kup enimi, bom rekla, ljudskimi vrači, smo se srečevali z njihovo tradicionalno medicino, ampak jaz mislim, da je gospa Hildegarda, tako kot je recimo tudi vzhodna kitajska medicina, ki ima še zgodovino še bolj nazaj, pa ene stvari še vedno držijo. Ni, da je ona, da so bila v bistvu ta zeliščarstva
So bila le na podlagi izkušenj, kako so zdravili, drugega niso imeli. Zanimivo je bilo, kaj je opisala v knjigi, oziroma ta avtorica je opisala v knjigi, kako ne morajo prepoznati, katere bolezni je opisovala, zato ker so čist drugačni simptomi, nekako opisani, pogrupirani. In točno to pač vem iz prve roke, kako sem obolevala na Madagaskarju, ker sem spraševala, in kaj te boli, in potem je začelo, da mu gomazi po nogi gor, pa gre klep, pa poka v glavi, pa gre dol. Tako, sploh niso znali pisati v smislu, da ga trga po roki, da ga ne more premikati roke. Bom rekla, kako smo mi navajeni v evropski medicini. To je še v malgaščini. Pa še v malgaščini. Ja. Ampak mi je tako, bom rekla, zelo slično in konc koncev nekaj so lahko pomagali, verjetno kdaj so kaj tudi pozdravili. Res so bili ti samostalni centri znanja, če pomisliš, kaj je bilo, ker v bistvu medicina se je začela razvijati tako, da je bila anestezija, da so bili, mislim, antibiotiki, vemo, pa to ni še 100 let, ali pa komaj, da je 100 let, anestezija 150 let, se pravi, vse ostalo prej se je delalo nekako tako, malgaši si pomagajo pri zobobolu, tako da v klinček ugriznajo, klinček ima noter anestetik, da pol mal neha bolet, tako da se mi zdi zelo kar tako pristno, še tako, kot je bilo. Je pa zanimivo, kako ona opisuje tudi, kako je dobro telovaditi, pa tako skrbeti za gibanje. To me je čist presenetilo, ker te malgaši tukaj je bilo pa recimo, če damo primerjavo za nekako tudi tako primitivno je narobe, ampak tako na tej razvojni stopni, če tako rečem, ljudstvo, kad so bili mogoče v srednjem veku, v 12. stoletju, mislim, to noben ni razumel, kaj pomeni fizioterapija, da te ne bo hrbet bolel, če boš delal neke vaje ali pa razgibaval, oni pa imajo težaško delo na polju, pa skozi so sklonjeni to v telovadbi, nič niso recimo ne razmišljali. Tako da ona z tega vidika je bila prav vizionarska. Se mi zdi, da me je presenetilo. Drugače pa, ker ne vem, če vse veste, Helena je poosebljena Hildegarda iz Bina. Glasbenica, poje, zelišča, peče, kuha. Tako da sam malo prepozen se je rodila. Bomo nadaljevali. Danes nisem jaz gostja. Skratka, ne, hvala Iva za to. Ampak meni je všeč, kako se ti v bistvu pripravaš na vse. In tudi za Madagaskar, res ste šli pripravljeni tja. Ti si imela tu zdravila za svoje otroke, če se za vsak slučaj, če se karkoli tam zgodi, da ne boš njih zgubila. Ja, mi smo imeli 24 kil zdravil samo za lastno uporabo, potrebe. Če se karkoli zgodi. Ja. Tako, in to mi je všeč in in tam ste res toliko dobrega naredili samo v 2 mesecih, koliko jim vid izboljšali, porodnice, rodili porode, šivali, rezali, ne vem, vse sorte operirali. Meni se zdi tako, da tako, kot si ti prerekla, ampak prav moglo se je z namenom zgoditi, tisti pacienti so prišli tja, ker sem jim znala pomagati, saj marsikomu ne bi znala, ampak pač takrat so se znajdeli, da na tistem kraju, na tistem mestu, da je v bistvu res, jaz sem res čutila v bistvu to božjo presežnost, ne morem drugače povedati, zato ker, tako bom rekla, 20 let sem v svoji specialnosti, kar pomeni, da sej v medicino imaš eno bazo, en temelj, ampak potem vse zaplavaš v toliko subspecialne vode, se tam izobražuješ, tam poglabljaš svoje znanje, da ne znaš vsega ostalega in takole si pa vržen v nekaj, kam moš vse znati. In se tudi ne čutiš čisto sposobnega, da vse znaš, da vse veš. Pa je tako, se mi zdi, Sveti Duh pomagal. Smo dobre stvari delali. Super, hvala za to podelitev. Tu si Metka, si ogromno prepotovala sveta, sicer najbolj bolj teh stilskih voda, na drugačen način, seveda, ampak sej zato je fino, da ima vsaka svojo zgodbo. Kje se ti je zdelo mogoče, da ne vsi tako hitro živimo, ta tempo je nor? Kje se ti je mogoče zdelo, da se pa vse malo bolj umiri ali pa na kakšen način tudi ti skrbiš, da se tvoje življenje malo bolj umiri, da ni skozi ta tempo? Jaz se mi zdi, da sem z leti spoznala, da je v bistvu Slovenija zelo lepa. Da je doma, da imamo krasna mesta, v eni uri si povsod, hribi, morje, narava, tišina. Vse poglejmo, vse sam Ljubljana, ta Šmarna gora, pa vse skupni nič, ne vem, Postojni Nanos, ne vem, tako je lepo in vidim, da tudi ljudje, ki jih spoznavam v tujini, ful radi prihajajo v Slovenijo. Slovenija je res tako lepa in Ljubljana je
zacvetela. Tako, jaz obožujem, jaz v centru živim. Imam sosede, ki jih motijo ti turisti, jaz pa uživam, meni pa lepo, ko poslušam Italijane, Angleže, Srbe, vse živo in mi je krasno. Tako, svoj mir pa itak najdemo mi sami, ne rabim se nekam umakniti. Ne? Mir je, če imaš ti mirno dušo, mirno srce. Ne vem, meni je mir že, ko smo mi za mizo, družina, ne? Da smo mi vsi skupaj. Zdaj moja mama praznovala rojstni dan, pa meni je to zakon. Tako da za prvomajske, zdaj mi gre na jok, ker ni ravno najboljšega zdravja. Ampak to je mir. Ko si z domačimi, ko slišiš vrveš, ko vidiš otroke, da so zdravi, da so srečni. Tako, meni se zdi, da pri teh letih začneš spoznavati te male stvari in to te dopolnjuje. Tako. Torej, evo, zdaj si pol dvorane spravila v solze. Lepo. Ampak je res. Prej si govorila o viharjih, ne? Recimo, mame smo tiste, ki znamo prestrešiti te viharje, pa ni treba, da je otrok zraven. Ne? Moja mama mene po telefonu sliši, pa se mi zdi, da me ujame. Tako, no, kaj pa vem, tako sorry. Vse je super, to je odlično. Solze so tudi fajn zdravilo, čistijo. Ne vem, si ne predstavljam, da jo ne bo. Ja. In ko na to pomislim, si rečem, oh my god, ne, dajmo si večkrat povedati, da se imamo radi, dajmo živeti življenje. Pa ni nujno, da govoriš te lepe stvari samo v svoji družini. Ne vem, človeku, ki ga srečaš, ki ga vidiš, ki ga spoznaš, se mi zdi, da je premalo tega. Da ljudje ful smo navajeni, da sam kritiziramo in kažemo s prstom, kaj je nekdo narobe naredil in itak je super, če gre sosedu slabo, ker je pol tebi lažje. Tako da jaz imam pa ful rada lepe stvari, da se lepo dogaja, da vesela sem za vsakega, za kakršenkoli uspeh, ali je to finančni, ali gradijo hišo, ali delajo. Tako se mi zdi, da je fajn, da se imamo radi. Čisto enostavno in preprosto. Se mi zdi, da si svet mi sami delamo kompliciran, da je življenje zelo enostavno in preprosto. In jaz ga tako živim. In to ni zdaj nekaj zato, da se to lepo sliši, ampak tisti, ki me poznajo, vejo. Tako, ja. Se pravi, lepe stvari, male stvari so v malih stvarih. Pisemce, ki mi ga Alina napiše, mami, rada te imam. Danes se ti en me iztisnil, rekel, mami, prosti, ker sem se včeraj grdo obnašal. Pa to je, oh my god, to je moj otrok. Super je ti en, nič ni narobe, če delamo napake. Vsi delamo napake, ampak jih pol moramo znati tudi popraviti. In to ga jaz učim, ker ne vem, so imeli počitnice mulci in valjda so vsi pri nas, ker jaz obožujem otroke in jih gostim in pečem in kuham in crkljam maksimalno tako, kot so mene. In seveda jih ne pustim telefonov, grozna mama, ne pustim računalnikov, ker je pač lepo vreme in gremo ven, nimamo kaj delati. In seveda teh mulcev nekaj časa ni in oni pridejo domov in direkt v sobo, ker seveda ne znajo niti to prav skriti in meni že nekaj bilo. In jaz odprem vrata in rečem, zakaj ste vsi mokri? Mami, veš, skoraj bi v Ljubljanco padel, prosim. In jaz tako, ne, saj se hecam, bili smo na fontani, smo malce z vodo špricali, pa zaprem vrata, pa mi je bilo sumljiv, ker sem po bakru je bil von, pa jaz tako spet odprem vrata na hitro in oni vsi zaposlo tako le. Zdaj pa vem, kaj so delali. Seveda, polna posla je bila kovancev, vse kovance so pobrali. Iz vodnjakov. Oh my god, in se rekla. In pol seveda nisem se smejati začela, ker sem vedela, da to ni prav, čeprav mi je bilo v srcu moje, ker sem bila jaz tudi navihana. Ampak sem pol mogla, tako hitro so mi možgani delali, kako zdaj odreagirati, da bo prav, pa da ne bom. In pol se nekaj, poglejte, fantje, zdaj boste pojedli kosilo, pa se pa odločite, ta denar ni naš, to so tujci metali za srečo, za želje, za karkoli. Zdaj imate pa dve variante. Ali vrnete to nazaj, ali pa jaz Jankoviča pokličem, pa vrnete to župano, pa nesete v vrečo, ker oni tako to praznijo. Seveda so se odločili za prvo varianto, ker Jankoviča noben ni hotel biti. Skratka, mulci. Ampak po drugi strani si pa rečem, boljš to, kot da sedi za računalnikom pa za telefonom, ker iz tega je neki ven potegnil. In valjda, tudi mama reče moja, po drevesih so, valjda je na drevesu, če češne rastejo, kje bo na drevesu, ne? In
Ali pa tudi med doma, ne, mi živimo v hiši, v Postojni in tu cela ulica je sam naših otrok, moja sestra ima 4 vnuke in polk se mi vsi zberemo, to je zelo glasno in so skiroji in so motori in vse, tako kot včasih. In včasih je bilo to pred vsako hišo, no to je zdaj sam pred našo in bolj ne dej, da smo preglasni, ker to ni v redu za sosede in se neka mami dol mi visi. Se neka tako bi mogli biti, tako kot je bilo včasih, ko smo imeli skiroje, ko smo imeli kotalke, ko smo imeli drsalke, vse živo je bilo na pločniku in to je to. Skratka, mulci ne živijo in vse sem lepo odreagirala kot mama, a ne? Ampak meni so všeč te male nagajivosti, se mi zdi, da so upadajo. Malo bi bilo čudno, če bi jaz to počela, ne? Ampak 11-letnemu otroku pa pogledaš čez prste in si sam pri sebi se nasmehneš in rečeš, evo, to je to. Drugač, Metka, odkupna cena bakra na Dinosu je 8500 evrov na tono. Zelo se smejiva, ker imamo dosti podobne zgodbice. Pri nas so na Irskem 2 otroka, ta tretjega držali za noge, da je noter šel. Ampak oni so direkt revežem nesli potem, ker je bilo. To je v redu. Tako da je zelo očitno najstniki pogruntajo iz tukaj. Pa še nisem končala, ne? En je bil tako moker, da mu je, še zdaj ne vem kdo, ena gospa posodila kratke hlače in majico in je prišel v ženskih kratkih hlačah in majici k meni domov in jaz tako lan. In rekel, sej sem mi obljubil, da jih bom prinesel nazaj. In ne ve komu. Dobra duša, super. Tako da veste, da mulci v centru tudi marsikaj neumnosti delajo, ne rabijo biti sam na vasi. Ja, super. Ja. Zelo, zelo. Omenila si zdrave obroke, ker Hildegarda tudi v knjigi naniza par takih preprostih receptov. Kaj ti najrajš kuhaš? Jaz kuham zelo tradicionalno, delam tudi specialitete razne in drugačne, seveda, ker sem v tujini ali pa če sem pri raznih šefih, ker delam tudi razne oddaje, zelo rada okušam in rada preizkušam in tako. Drugač pa delamo sezonsko, kuham tudi jaz vsak dan. Jaz izhajam iz preproste družine in to prenašam tudi sem v Ljubljano. Kaj ne rečem, obroki so takšni in drugačni, seveda se probam prilagajati našim razvajenim otrokom, čeprav skušam slediti tudi tako, kot je kuhala moja mama. Enkrat je bilo kosilo, ko je bilo meni všeč, enkrat je bilo kosilo, ko je bilo nekomu drugemu všeč, ampak skratka, kuhamo raznolike stvari. Tako da zdaj, kaj je prav, kaj ni prav, je pa definitivno vse domače, doma pripravljeno. Najbolj sem zihar, da je domače, če je iz maminga vrta ali pa od staršev, od Matjaža. To zdaj razne tržnice, trgovine, kaj ne rečem, je pa ni, jaz se trudim maksimalno, kolikor se da. En je zelo mesojed, drugi je bolj zelenjaven, kaj ne rečem, tako da imamo vse. In tudi par takih projektov si naredila, kjer si nahranila, ne vem, pol ulice ali pa skratka si šla pa na morju, pa take imaš rada. To pa jaz obožujem. Že, ko sem živela v Trzinu, mi je Tomaž vedno pripravil tako zunaj mali štedilniček, jaz sem naredila maso za palačinke, mogoče naredila rižev, mlečen riž, vsem mulcem sem naročila, da vsak svoj krožnik žlico prinesejo in sem nafutrala to 3 mali vijela blokci so bili in so otroci jedli zunaj in meni se zdi to nekaj najlepšega in to so spomini, ki jih je delala meni moja mama in jaz to spet sledim naprej. In to so spet tiste male stvari, ki ne stanejo spet nič. Kaj pa je tisti mlečen riž za kuhati, 2 pesti več riža daš, pa imaš za 5, 6, 8 otrok, kako je pač bilo. Super, dober zgled. Pa vedno, tudi na počitnicah jaz kuham. Ampak ne vem zdaj, zakaj to pride, ampak kar enostavno tako pride. In pol spet uživam, ko gledam te otroke, ki so na supih, ki so zunaj, ki delajo loke, ki ne vem, lovijo ribe in jih ni po cel dan, pridejo domov samo, ko so lačni. To je to. Super, fajn. Ja, ta ustvarjalna žilca je rekla Hildegarda, se pravi takole, svet bi moral biti svojim prebivalcem dom, kjer lahko uresničiš svoje ustvarjalne sposobnosti. In vem pa, da tudi Eva ogromno ustvarja. Šivaš, rišeš, pečeš, se pravi, kvačkaš, ja, tako. Dej povej nam kaj več, kako to vnašaš v svoje življenje. Se pravi, kljub natrpanemu urniku, zdaj kirurginje res uspešne, a bi rekla, da je ustvarjalen človek bolj srečnejši, zdrav, če to počne, tebe to v sreči ukrepi? Jaz mislim, da ni vsak človek enako ustvarjalen. No? Tako da verjetno tisti, ki pa je ustvarjalen in da tega ne more
izživeti in dati ven iz sebe, ga pa zagotovo ga gotovo dela manj srečnega, če tega ne more narediti. Se pravi, če je nekdo zelo ustvarjalen, mislim, da to mora delati. Je res, da pridejo življenjska obdobja, ki v bistvu ne gre, Ker pač, ne vem, študij zahteval toliko časa, da nisi mogel se toliko izživeti, ampak pridejo potem, če imaš to strast, te želje, nekje pride na plan. Tako da jaz vem, da sem v bistvu, odkar pomnim, delam nekaj z rokami, saj konec koncev to je tudi moj poklic podratov, odkar pomnim, mi je všeč lepo, tako da je to združljivo, mogoče nisem čisto najbolj primerna, da ti to odgovorim, ampak zagotovo bom rekla, mene to dela srečnejšo in v bistvu je to ta čas, ki ga imam jaz zase. Je pa res, da jaz, če se peljemo k moževim staršem v Novo mesto, pač jaz štrikam v avto. Ker ne moreš 1 uro ne nič delati. Tako, mislim... In tudi to predajaš na otroke. Ja, v bistvu ogromno stvari tudi otroci znajo zaradi tebe. Otroci znajo tako. Znajo. Fantje, najprej so 4 fantje, potem sta 2 deklici, no. Vsi fantje, vsi v bistvu znajo štrikati, Slotko ta velik, ima zdaj punco, star je 16 let in je svoji deklici naštrikal kapo za rojstni dan. Bravo! Najbolj izvrstno darilo, z ljubeznijo, narejeno z ljubeznijo. Tako. Tako da, bom rekla, da jaz mislim, da... S tem se umiriš, na nek način tudi poskrbiš zase, tako za svojo notranjost, ker tako dosti sem premišljevala, mislim, da si mi dala eno tako vprašanje, da si ga tam nanizala med tem, kaj se bomo pogovarjali o hrepenenjih, za prihodnost, pa ne vem, kako se mogoče. Ti si že tako lepo odgovorila, kaj si želiš za prihodnost, se si ne želiš nič. Želiš ti samo to, da je tako. Tako čisto enostavno. V bistvu mogoče se z leti vedno bolj zavedaš, da moraš vse, to meni mama skozi govori. Eva, poskrb najprej, pomisli najprej nase, ker noben drug ne bo na te pomislil, pa ti moraš biti res močna, pa res steber. To se slišim kalajno, ves čas se mi zdi, da ponavlja. A ta čas zase vzeti je tako, vse sem rekla, umetniški te špice pridejo, štrikam, šivam, kvačkam, kuham, vse po torte pečem, vse to ustvarjam, ampak ta čas zase se moram ga vedno bolj ozavestiti, ker tempo življenja imam, jaz imam izredno hiter, ampak najprej v bistvu si ti, potem sta vidva z možem, s partnerjem, da vidva dobro funkcionirata, ker otroci bodo šli, otroci si bodo svoje družine ustvarjali, starši bodo nekoč umrli, ostaneta vidva morata biti tudi dobra, ampak najprej v bistvu moraš pa ti se dobro v svoji koži počutiti. Tako da kakšna so hrepenjenja za naprej, kar si mi rekla, jaz mislim, da v bistvu to, da znaš sam sebi narediti prijetno bivanje, pa ne hedonističnem smislu, da bi imel zadoščene vse, bom rekla, materialne stvari, ampak da znaš poiskati ta notranji mir, te male radosti, ki te srečujejo, ki ti dajo, mogoče tebi je to svetopismo, tudi meni, ampak mogoče sem precej na nižjem nivoju, kot si ti. Tako da recimo, pa to, da kdaj, da res lahko rečeš, ta dopoldne se pa lahko usedem in ga pač imam zase, tako za nobenega drugega, pač tako. Brez slabega občutka, krivde, da moram še to narediti, pa pralni stroj me čaka, pa zlikati treba, pa posesati treba po tleh, pa tako. Tako da se zna kak ta mir, potem seveda hrepenimo tudi, da smo zdravi, da se imamo radi, da službeno tudi dobivam še kakšne izzive, se pravi, da strokovno rasteš, ker meni se zdi tako, ne vem, zdaj kako druge gospe, meni se zdi, da moraš biti izpolnjen na več nivojih, da si srečen, da si izpolnjen v odnosu s partnerjem, da si izpolnjen v materinstvu, tista, ki ima to močno potrebo. Jaz mislim, da ne bi bila izpolnjena, če ne bi imela toliko otrok. Če bi imela enega otroka, bi me dušilo, bi sem čutila to potrebo, da imam veliko družino. Potem, da si izpolnjen v odnosu z možem. Konec koncev, moj mož ni idealen, daleč od tega. Sem tazga sem sprejela. Tazga sem sprejela. Jaz mislim tako, da 5% pač moških je potencialnih dobrih partnerjev, ampak zdaj sem, pač Bog mi je poslal enega, tega sem sprejela.
njegove pluse, minuse, mal ga lahko tako kalupiraš, čist spremeniti ga ne moreš. Ampak nekako, da si v tem odnosu, da gradiš, da dnevno delaš na tem, da se trudiš, oba truta tudi, da to cveti, da to napreduje. Tako, ker sta neka poklicno, zdaj ne vem, kaj delate, meni je tudi to zelo pomemben del, se pravi, da čutim, da tudi v svoji stroki rastem, konec koncev mogoče, tako, ker si ti rekel, da si fajterka, mi smo tudi piflari, ta medicina je na hard študiju, skozi je dokazovanje, kirurgija, to je čisto komočarstvo, to med samimi moškimi delaš, to se skozi moraš biti najboljši, najbolj pripravljen, vse vedeti, in nekako to zdaj, kar zaradi materinstva malo potlačati, stoji, ali pa stoji eno obdobje, to je kar težko za enega toliko ambicioznega. Tako da tudi na tem področju se mi zdi, da ne bi se dobro počutila, če ne bi bila izpolnjena. In če to vse skupaj klapa, poj to še dobra muska in poj to the best. Če pa na enem področju tako se podre, mislim, pa vsa področja škripajo. Tako se mi zdi. Ja. Pa duhovna razsežnost. No? Še če si tako, bom rekla, v tem, da imaš dobre dneve, da se čutiš, da čutiš varstvo, da čutiš bližino, da čutiš, pa že te nekaj presega, da nekaj je više od tebe, ki vodi tvoje poti. Eni pač, ki mogoče ne verujejo, rečeš, hero na ključi, ne, ni na ključi. Pač poti so, ki te pelejo čez življenje. Tako. Ja. Evo. Super, hvala Iva. Evo, lahko rečemo še kaj o odnosu mož-žena, pol kasneje. Ampak ja, seveda, res so lepe te preproste stvari, seveda gremo pa tudi vsi čez neko stisko. Ne? Je že v Svetem pismu piše, da bomo imeli to stisko v življenju, ampak pač da ne zaupamo, da on je svet premagal. Hildegarda pa pravi, po telesni rasti je človek res da majhen, vendar pa je njegova duša izjemno močna. In Zala, nisva še nič rekli, ampak ti živiš s kronično boleznijo in imaš bolečine v hrbtenici. Pač ne vem zdaj, kakšno stopnjo boš sama povedala. Zdaj, kako to pomaga, kako si pomagaš, ko se obrneš na Gospoda. Se pravi, z neko okoliščino živiš, ki ni lih prijetna, ne bi si je izbrala, ampak jo sprejemaš in zaupaš in greš naprej in fajtaš, evo, ki je rekla Metka. Tako da daj nam povej več o tem. Ja, mislim, tudi jaz, če nekaj rečeš kronično, sem kratko, ali ni kronična, ampak v bistvu jaz imam zadnjih 6 let bolečine v spodnjem delu hrbtenice in sicer med športom me je spekel in pol pač en teden me je bolel, pa je šlo pa na slabš, tako da 3 mesece je bilo zelo hudo, ker sem šla k doktorju, so rekli, se bo boljš, kar pri velikih je in je to res tako, da pol sem, in pol, ko po enem letu še vedno ni bilo, sem šla nazaj do osebnega zdravnika, pa sem dobila fizioterapije in v bistvu zdaj v 6 letih sem bila kar na ene parih fizioterapijah, kombinirala tudi s kinezologi, ampak in vsi, ki dobijo moj izvid v roke, vsi rečejo, to bomo porihtali, ni problema, tole sploh ni panike, ker imela samo dokleščenega živca, pač imam obrabljene diske, tako da na sliki za vse so vsi zelo optimistični in pri vseh fizioterapijah in ko sem hodila k kinezologom, tudi zdaj trenutno od januarja sem redno 2-krat na teden, je definitivno se izboljša, ampak v zadnjih 6 letih se ne spomnim dneva, kjer me ne bi bolel hrbet, vpliva tudi na spanje, sploh v zadnjem letu ponoči je najhuj. Tako da imam izjemno spoštovanje, in sploh, če je tudi kakšna v sobi, do ljudi, ki imajo kronično bolečino, zaradi tega, ker ne vidi se vedno navzven, ampak ti čutiš in tudi recimo, ali pa ne vem, kdaj so rekli, pa nisi povedala, pa sem bila tako, ne vem, kaj bi spremenila, ali pa... Ja, ker kljub temu hodiš v hribe, smučaš, pač delaš. Še vedno hodim, ampak recimo, imeli smo februarja smo imeli zimski tabor za najstnike in drugi dan sem obležala, toliko hudoži, leta ni bilo in sem tam pač en prijatelj, pač sodelavec je prišel noter in kaj me je videl, da tam na posli ležim, sem rekel, žal mi je, pač mislim, tako sem bila s tableti pol, ampak po drugi strani pa potem, recimo, če odgovorim čisto, kar se duhovne plati tudi tiče, Bog je v bolečini in to jaz lahko pričujem za to. Tudi recimo, ko sem bila na Krvavcu, smo bili na zimskem taboru, jaz sem poslala
parim ljudem so sami rekli, lahko molite zame, ker pač toliko hudo pa že res ni bilo, zimski tabor imamo, jaz sem mladinska delavka, želim biti z mladimi in pač tisti dan je bilo katastrofa in ponovadi zmer, če je toliko hudo, traja vsaj par tednov, da se sej približno skupaj spravim. Ne glede na to, koliko razteznih vajpov vsega naredim. Jaz sem parim ljudem poslala, tudi kot je bilo omenjeno na začetku, v Ameriki sem študirala, sem eni, jaz rečem, moja ameriška babica, ki sem pri tem paru živela, ona je celi cerkvi poslala, to je ogromno ljudje molili zame. Jaz sem šla z ogromno bolečino spat, če grem spat, vem, da bo zelo slaba noč, če grem spat v bolečini. Jaz sem tisto noč prvič po letih prespala celo noč in se zjutraj zbudila brez bolečine prvič po letih. Tako da je potem nazaj spet prišla, tako da ni obstal. Še vedno jaz verjamem, da v moč ozdravitve. Jaz poznam ljudi, ki so molili za ljudi in so bili ozdravljeni različnih stvari. Moja zgodba ni taka, poznam veliko tudi zgodb. Imam recimo sodelavca, ki je v kronični izgorelosti že 10 let. In ogromno ljudi za njega molili, pa ni bil ozdravljen. Ampak se mi zdi, da ko si v težkih stvarih ali pa ko si v bolečini, imaš spet dve izbiri. Lahko te ta bolečina zagreni, lahko te pa prečist. In recimo jaz tudi, ko gledam mogoče mojega sodelavca, ki je 10 let, že res, mislim, on je bil 2 leti, pa 3 majhne otroke, pa je bil pritrjen, mislim, ležal je 2 leti. In potem je šel k kiropraktiku, ki je bil cel zakrknen in ga je skoraj uhromil tisti kiropraktik, tako da so bile samo diagnoza za diagnozo, ampak je rekel, ne vem, ta bolezen je rešila njegov zakon. Ker je imel čas, ali zakaj? Ker je imel čas za ženo? Ker je zbiral Boga in ni zbiral grenkobo. In je preživel čas v Svetem pismu in v molitvi in je spraševal Boga, zakaj to, kaj je namen vsega tega. Tako da, kar se moje bolečine v hrbtu tiče, tudi tako, jaz nisem 24 ur na dan vsako sekundo v bolečini, recimo zdaj, ko sedim, sem v redu. Bomo videli, ko bom ostala, če bom rabila par minut, ali pa recimo sploh kakšne zelo mehke, na tleh ni variante, da sedim. Velika sem nečake, pa nečakinje dvigvala, je bilo zelo težko. Hkrati pa zdaj, recimo že 4 mesece, ko sem na tej fizioterapiji, je boljš. Recimo, tale teden je super teden. Še vedno po noči me boli, se zbujam, ampak trenutno gre na boljš. Je pa res, da sem imela pa tudi že toliko enih upov, ok, zdaj pa to je to, pa ta terapija bo pomagala, pa sem bila potem razočarana. To se mi zdi, da kako potem prije tudi z vsemi temi razočarani pričakovanji pred Boga in zbrati, ok, Bog, a si ti še vedno dober Bog, tudi če bom jaz imela do konca življenja to bolečino. Ali pa če je to recimo, jaz sem tudi imela, ne vem, sanje za svoje življenje, torej stara sem 34 let, jaz sem vedno želela biti mlada mamica, pri 22 se poročiti, imeti 4 otroke in se to ni zgodilo. In na eni točki sem tudi mogla priti pred Boga pa biti, Bog, a jaz verjamem, da si ti še vedno dober Bog, tudi če se to nikoli ne bo zgodilo. In v tistem trenutku, ko sem prišla do tega, sem bila tako, Bog, jaz si izberam, da si, ker trenutno tega ne čutim. In se mi zdi, da iskati to Božjo voljo in Božjo ljubezen tudi v težkih preizkušnjah, pa nisem šla čez nobene globoke travme, verjamem, da veliki izmed vas je, ampak je to toliko pomembno, zaradi tega, ker vsi poznamo mogoče ljudi, ki jih je bolečina ali pa težka situacija zagrenila, ali pa poznamo ljudi, ki jih je, jaz bi rekla, res prav prečistila in kar ljubezen, ki gre ven iz njih. In jaz želim biti oseba, ki odseva Božjo slavo, ne glede na to, čez kaj grem. Tudi če moje sanje ne bojo nikoli izpolnjene. In prepoznavati, kako Bog je dober v vsem tem. Recimo, ne vem, zdaj v soboto so 3 prijatelji 30-letnico praznovali in je bila ena prijateljica tam, ki je imela 3 tedne starega dojenčka in sem ga lahko pestovala in potem je zaspal na meni in sem kupček podarila in vse to. In lahko vidim, kako v teh momentih in trenutkih
je božje darilo, da mi daja, kljub temu, da nimam svojega še. Tako da se mi zdi, da je res ta izbira vsakič znova in kako, če jaz zaupam, da je Bog dober, kako iskati dobro v trenutkih in zaupati, da tudi, če ne dobim določene stvari, da to me ne definira, mene bolečina ne definira, mene definira Bog in moj odnos do njega. Hvala, Zala. Res, hvala za to. Nisem nič mislila z tega področja vprašati, ampak res se mi zdi lepo, da si to rekla, da spodbudiš tudi punce, ki pač še čakajo moža. In ja, da ni treba, da imamo vse sanje ali pa nek perfect life, življenje, zato da bomo pa pol zdaj zdrave, srečne in vse ne vem kaj. Seveda, ja, Bog ve, česa potrebujemo, ne samo tisto, kar si mi želimo, ampak kaj res rabimo v tem življenju. Tako da, ja, kaj pa bi Metka pa Iva rekli, glede na odnose, smo se majčkeno prej dotaknili, dajmo še to malo obdelati. Zala pa lahko pove, kakšni odnosi prijatelji, se pravi, zakaj so odnosi res toliko pomembni za naše zdravje, oziroma zakaj nas tako kaj vrže stira, nekaj nas pa tako ukrepi lahko in imamo lih na podlagi teh odnosov, ki jih gradimo, krepimo, čist drugačen dan. Ampak to niso samo odnosi v partnerski odnosi, Ja, to govoriva nasploh na odnosi splošno, tako. in v službi in tako naprej. Meni se zdi to najbolj pomembno. In zato jaz zelo veliko vlagam v odnose, ki jih imam. Imam pač poklic, ki delam z raznimi umetniki, igralci, muzičari in tako naprej. To so malo posebneži, a ne? Pa nič narobe, a ne. Zame zelo veliki umetniki in probam, ne vem, a je to dar ali je to nekaj, kar jaz imam, kar mi je bilo položeno v zibelko, ampak jaz zelo čutim ljudi in hitro opazim, kdaj nekdo rabi več mene, da posegam v ta njegov oseben prostor, kdaj naj se umaknem. In mislim, da zelo dobro funkcioniram z vsemi. Tudi s tistimi, ki niso včasih najbolj prijazni. Kako jih vzgojiš? Ampak oni so mi pol še večji izziv, ne, da ga zmehčam, da ga pridobim na svojo stran in da dobim tisti njegov nasmeh ven in tisti njegov ta prav vibe. Se pravi, mene ljudje dopolnjujejo, mene ne izčrpujejo. Nima veze, v kakšni situaciji sem. Zato pa verjetno pol ta moja Šmarna gora ali pa ta moj tek, ker tukaj jaz predelam, spiham, izdiham, pa nisem jaz zdaj noben junak, da ne bo pomote, zato ker v 5 zjutraj na Šmarno goro grem, ampak to je moj edini čas, ki ga ne jemljem družini. Imam pač tak poklic, da kadar snemamo, ko so neke reklame, neki projekti, sem odsotna od doma in seveda, kaj pol, ko si doma, kaj ne rečem, veste kaj, zdaj grem pa na Šmarno goro teč ali pa fitness ali pa nekam, pač ne greš, si doma, ne. In ob 5 zjutraj, 15 do 5 sem jaz pod Šmarno goro in to je moj čas. Oni vsi spijo, noben sploh ne ve, da sem šla, kje sem, kaj sem in ko pridem domov je pol tuš, akcija. Tako da jaz mislim, da so odnosi najbolj pomembni. Bolj kot vse na svetu. In jaz imam res lepo službo, vsak teden delam z drugimi ljudmi. Je projekt, ki traja 5 dni, 4 dni, 1 mesec, 2 meseca in potem si damo roke in gremo naprej. Tako da zame je vsak dan petek. Jaz imam res sem vesela in kako bi človek rekel, ker tudi moja Alini rečem, Alina, vseeno mi je, kaj boš po poklicu, samo da boš delala s strastjo in z veseljem. Pa mi je vseeno, ali je to zdravnica, ali frizerka, ali je kuharca, samo da delaš s strastjo in z veseljem in da imaš okrog sebe ljudi, ki jih imaš rada in spoštuješ. Tako. Amen. Super, ja, pravo. Odlično. Kako pa vidve še negujete Sploh odnose, ne bi kaj bi dodala dodali? nič, no. Ne bi ničesar dodala. Drugače, jaz imam tudi zelo lep poklic, no. Zato, ker če nekomu daš injekcijo, ne da ga zaboli, je to že kar pa imam ponavadi, da bi mu ne ta najbolj prestrašene, tako da je meni tudi, tako bom rekla, pristopati do nekoga na tak mal, bom rekla, včasih mal hudomušen, zabaven način, da mal presekaš strah, mi je všečno, tako da jaz imam tudi lep poklic. Kar se pa tole odnosov tiče, bom rekla, mogoče odpoved sem dala v prejšnji službi decembra. Zelo težko. Jaz sem imela občutek, da sem tak človek, da se ne morem z nobenim skregati, da imam vse ljudi rada. Tako sploh nisem mogla tega razumeti, da jaz se bom z nekom kdaj skregala. Ampak v bistvu je odnos
tisti, ki se mogoče, ki se enkrat začneš postaviš zase, postaviš kje meja, se mi zdelo pa to tako pomembno, da sem ugotovila, da do sem si pa jaz dovoljam, odkle naprej se pa tako z mano ne boste več pogovarjali. In mogoče tega ne bila sposobna pri 30 narediti, mogoče sem mogla toliko zrela postati in sem ponosna, da sem to naredila, zato ker da ti hodiš nekam v neko ali delati, ali da živiš v takem okolju, kjer te to izčrpava, kjer ti pobira energijo, kjer te pije, to tako je nevzdržno. No? In tudi ko premišljujem, vse v bistvu poklic, če ga imaš rad, ga upravljaš s strastjo, ni važno, ni primarno vodilo nikoli denar. Ja. Mislim, jaz nikoli denar, važno, da ti prideš vesel, da si obkrožen z ljudmi, ki jih imaš rad, da delaš svoje delo s strastjo in je tako, kot si rekla Metka, se mi zdi odnos ali na delovnem mestu ali pač med prijatelji, če je to poštimano, to je glavno, kar je. Jaz sem včasih tudi dobila tako, kdaj pod nos, joj, ti si skozi nasmejana, sej valjda, to pa res ni tako težko, kar ti počneš, pa tako. Jaz vedno rečem tako, mogoče bi pa lahko kdo pomislil, da delam to z veseljem pa strastjo. Jaz ne poznam porodniške in ne poznam bolniške. Jaz delam skozi, hvala Bogu mi zdravje služi. Moji otroci so 3 leta z mano delali, oba, v naročju, tako da zdaj, ko gledam nazaj, se rečem, oh my god, Metka, res si to delala. Ampak takrat je bilo meni to čisto nekaj samoumevnega, da smo dojili plenice, cf, oblečeš, ker je on zaspal, zdaj imam 1 uro časa, sem hitela, divjala, kot pri norcih. In ko ti nekdo reče to pod nos, ja, pa si nasmejana, pa še otroka imaš, pa še to, why? Zakaj? Zakaj raje ne rečeš, mater si huda, res si dobra, s to energijo pa to. Sploh ni res, tudi meni je bilo kdaj težko. To, da imam jaz vedno nasmeh na obrazu, ne pomeni, da nisem žalostna, ne pomeni, da me kdo ne prizadane, ne pomeni, da mi kdaj, ne vem, da imam tudi jaz neke želje, da želim neki. Ampak jaz to res prediham in jaz se sama sebe nahajpam. To je tvoja izbira. Tako, tudi ko mi kdaj kdo reče, kako si reče, super sem, tudi če mi nekdo hoče, da nisem, si jaz kar naredim, da sem. Ampak je to dejstvo in sama od sebe sem odvisna, a bom jaz dober ali bom slabo. Ne čakam na nekoga, da mi bo nekaj rekel, da mi bo nekaj naredil. Jaz to naredim kar vse sama. Rože si kupam. Ja. In pol mi reče Matjaž, kdo ti pa rože kupuje? Kdo? Sama. Jaz to sama zase poskrbim. Res, ker enostavno padeš v nek kalup, tudi v odnosu doma, da ne bo pomote, ga imam neizmerno rada, pa vsak drug dan bi ga v Ljubljanco vlika. Evo enako. Ampak res je, ampak hočem reči, tako je, mi smo zdaj že toliko stari, da sprejemaš vse te stvari, te finte in mečeš čez ramo in se te sploh več ne dotakne. Včasih bi jokala, kad daš, zdaj pa sploh nič ne, to je brez veze. Sam narediš in ustvaraš to kemijo in to energijo, ki jo prenašaš pol tudi na svoje otroke in malo sem mojemu očetu podobna, jaz tudi očeta nimam že koliko, enih 18 let, zelo ga pogrešam še vedno. On je pri nas poskrbel za neumnosti, zato da smo se imeli dober, mama je držala vseh 5 vogalov, bajte, ne 4, vse 5. Oče pa poskrbel, da smo se imeli dober, da smo se smejali, da je bilo družabno, da so bile stvari, ki so bile težke, postale lahkotne, ker jih je on obrnil v tako, da je to zabavno. In jaz to počnem spet mojim otrokom. Tako, ko vidim Etjena, da je malo mrk, ko piše danes matematiko, pa si dam njegove hlače od pižame na glavo, pa vse živo počnem, zato da ga v smeh spravim in pol on iz najstnik zavrti z očmi, mami, si smešna. Ampak vem, da to spet nosi v duši in vem, da mu je to všeč. Tako, ko je bilo meni. Tako, ko je bilo meni všeč, da je mama plesala in pela, po drugi strani, ko so bile pa sošolke pri meni, pa mi je bilo narodno, da mami, lahko nehaš. V bistvu je pa to nekaj najlepšega, ko ona je kuhala in sta z očetom plesala in jo je zarit zagrabil in vse sorte se je dogaja. Ampak to vidiš, da to je ljubav. In jaz še vedno, tudi otroke moje učim, ko si jezen, povej, ko si žalosten, pokaži, jaz v tvojo glavo ne vidim. In mi, ko smo se kregali doma, moja mama je zapirala vsa okna in vrata, da novi sosedje slišajo. Oče je pa vedno rekel, hišo smo zidali zato, da smo mi doma, zdaj kaj si pa sosedje mislijo, mi pa dol visi. In mi smo se res, ali smo se kregali, ali smo se pa imeli radi na glas. In to jaz tudi danes počnem. In jaz sem lev po horoskopu in jaz, ko zarjovim, verjemte, da me je slišati po moje na vič. Ampak
Se pravim, jaz vse počnem s strastjo. Ali imam rada, ali pa kar se jezim, to je to. Super, fino. Zdaj si me spomnila na eno zgodbico, ja, ki je tudi ena ženska rekla, ja, pa mene mu nikamor ne pele, Ja, pa pej sama, saj imaš noge, a ne? Tako, pač moramo si tudi včasih ženske same omogočiti, a ne, določene stvari, ki si jih In s tem, želimo. ko tudi poveš, razbremeniš svoje ramena, ne nosiš tega bremena, te teže na sebi, a ne, ne vem, jaz sem zelo iskren in pošten človek in mislim, da lahko vsakmu v oči pogledam. Nikoli nisem nič slabega naredila, če pa sem pa definitivno naredila nehote. In če me nekdo opomne na te stvari, jaz lahko to se znam opravičiti in znam iti na kolena in prositi sprejeti svoje za napake. odpuščanje. Ja. Super, fino. Zala bi kaj dodala glede odnosov. Ja, ne, jaz bi res sam dodala, mi smo ustvarjeni za odnose. Že sam, če grem spet na duhovno plat, Sveto pismo, ko odpremo, Bog je trojedini Bog, je Bog odnosov. Tako da to, da investiramo v odnose, da res ljubimo ljudi okrog nas, jaz mislim, da to je namen. Največja zapoved v Svetem pismu je ljubi Boga, ljubi drug drugega. Tako da jaz mislim, da investicija v odnose je največja investicija, ki jo lahko naredimo v življenju in je vredno investirati in čas in energijo. In včasih je težko, včasih v odnosih je težko, ampak je vredno te investicije, zaradi tega, ker odnosov, prijateljstev ali to potem zakonskega življenja, pač to je temelj, na katerem pa lahko vse ostale stvari gradimo. Tako da, ja, investicija v odnose je največja investicija. Super. Eno malo težje vprašanje imam še zate, ne? Ko Hildegarda tako nas vabi, da te svoje senčne plati sprejemamo in pač Bogu predajamo, ne? Tudi če naše življenje ne ustreza osebnim idealom. Potem pa pravi, da so pretiravanja v duhovnem življenju načeloma škodljiva. Zdaj, kako ti vidiš te svoje senčne plati oziroma misliš, da se res da pretirava tudi z duhovnim življenjem, a ne, ko si v neki stiski pa pač ne vem, slaviš ali častiš ali skratka, daj mi povej, kaj misliš o tem. Ja, jaz mislim, da vedno je pač, kaj je namen, zakaj vse delaš. A ne? Ker eno je biti religiozen, pa ne vem, hoditi vsako ali pa vsak dan k maši, pa biti na kolenih, ampak a ne, Jezus, ki je prišel, on je najprej pač skritiziral vse Jude od vseh Judov, torej te, ki so bili učitelji, ki so najbolj znali, torej staro zavezo, on je najprej njih skritiziral in je rekel, vi ste čisto zgrešili. Tako da se mi zdi, da kar se pretiravanja, če lahko tako rečem, tiče v duhovnem svetu, mislim, da se gre vedno znova za nastavek srca. Zakaj nekaj delaš, ali delaš nekaj zaradi religioznih stvari, da si boš nekaj zaslužil, da bojo drugi ljudje videli, v teh primerih absolutno lahko pretiravamo. Če se gre pa pač za ta nastavek srca, da res iščemo Božjo voljo, da preživljamo čas z Bogom, v teh pa mislim, da se ne pretirava. Zaradi tega, ker to lahko delaš tudi, ko kuhaš ali pa ko si ne vem, z ljudmi. In se mi zdi, da v teh primerih pa ne poznam primera, no, da bi bilo to pretiravanje. Ampak gre se nazaj k razlogu, zakaj nekaj narediš. Ja, ne tista fake pobožnost, ampak res iskreno, ne, duhovno življenje z Bogom, ki je lahko na vsakem koraku. A ne? Ja. Tako da. Recimo moja nona bi rekla, veš kaj, Metka, v nobeni stvari ni dobro, da se pretirava. Aha. Ne v kuhariji, ne v dieti, ne v razmišljanju. Je rekla, vsega pomalam. Je rekla, in pol boš happy. In jaz se tega tudi držim. Jaz v nobeni stvari ne pretiravam. Nikoli v življenju nisem bila na nobeni dieti, ker tudi če sem probala, točen tist me je mikal, ker ne smem. Tako da jaz mislim, da pretiravanje o nobeni stvari, ne v športu, ne v iskanju ne vem, idealne ljubezni, ne v neki nasilo nič ne gre. Se mi zdi, da moraš glih vsega pomal imeti in potem je tvoje srce polno. Super, fino. Preprosto. Ja, to je res. Saj, če začinaš hrano preveč, je pač preveč, a ne? Pretiravaš, ja, ali pa potem premalo. Kaj pa glasba? To je pa zdaj vprašanje za vse tri. Kaj pa bi rekla, zdaj škoda, ker je nimamo, drugače bi lahko po enem duhovnem predahu tudi tle. Hildegarda je pač poudarjala tudi to glasbeno plat. Kako vas vodi glasba skozi življenje? Kje jo srečujete? A bi rekla, da je tudi pomembna za to zdravljenje duše, telesa, duha? Pojete, prepevate pod tušem? Absolutno. Lahko jaz začnem.
Kaj je Bog delil vse te talente, ne, je mene pa res spregledal. Tako, medicino sem bila sošolka v srednji šoli in tako pač že stan, da sem bila zraven nje in usta odpirala, se je dobro slišala, ker je ona pela. Tako, se pravi, res bom rekla, nisem obdarjena s posluhom, ampak glasbo imam pa res rada. No. Tako, meni se zdi, da je glasba una, v kateri se v avtu zjokam. Tako, ko slišim dober komad in sem jaz v čustveno takem stanju, pač, da ga zaslišam, lahko je to, ne vem, Sveti Duh, jaz začnem jokati, čist fertik, oziroma takrat, kadar sem tako kametka, polna energije, pa še dober komad, sem pa mami, ki si vsi otroci pokrivajo. Šokno odpreš. Tako da, mislim, mene poznajo tudi pri delu, ko dostikrat rečem pacientom, se nekaj, imate kakšno glasbeno željo? Pa reče kakšno, Metalliko. Sem nekaj v redu, Metalliko. Nažgemo Metalliko na glas, da presliši, da preusmeri. Tako da bom rekla, na glasbo se zgolj laično spoznam, je pa to stvar, ki se jo pa doživljam. Čeprav po drugi strani zelo velikrat, glede na številčno družino, dostikrat, ko me vprašajo, pa kaj pogrešaš? Tišino. Tako da, res mir pa tišino, to pa res pogrešam. Tako da, tako. Super. Ja, jaz imam zelo rada glasbo, jaz ful rada, mislim, jaz sem tako, jaz dobro pojem tudi, če nekdo zraven mene dobro poje, da bi pa jaz zdaj dobila mikrofon, pa mogla zapeti, ne bom. Prej sem rekla, Zala, bi mi dve kaj zapele, danes nimamo nobenega, da bo pel. Rajš ne. Bomo drugič sprobali. Ampak jaz imam tudi, recimo, ne vem, playlisto za, ko sem hodila laufat, ker me je mogel prav nahajpati, da sem lahko šla. Imam v bistvu tudi tale aplikacija iz Spotify, kjer je glasba, imam playlisto za zjutraj. Tako da imam včasih tudi, recimo, ko sem bila slabe volje, ne vem, sem prav si dala eno tako glasbo, ki je, ne vem, ki je malo dvignila. Tako da meni glasba veliko pomeni, jaz ogromno tudi slavilne glasbe poslušam, ker se mi zdi, da, ne vem, tudi me usmerna na pravo, mi da pravi fokus, ampak jaz od jutra do večera skoraj skozi poslušam glasbo, če sem sama. Ali pa če sem v avtu, ker zelo se mi zdi, da ne vem, kar motivira me ali pa me dvigne, da lahko grem, ne vem, ali pa jaz sem zelo rada izzive, da ne opravim kakšen izziv, tako da glasba meni zelo veliko pomeni. Ja. Hvala, Zala. Ja, seveda, glasba nas dopolnjuje, glasba nas dela še bolj žive. Jaz imam tudi 10 let glasbene šole, igrala sem klavir, seveda smo pela tudi v pevskem zboru. Zdaj, kar se posluha tiče, jaz mislim, da ga imam, to bi mogli drugi presoditi, ne vem. Sploh potušam, oziroma jaz zelo rada pojem in prepevam. Velikrat z Tamalim v avtu, ker ima zelo dober posluh in Tamali pravi, da ga nima, ampak ga ima 100%. Veliko plešem tudi s Tamalim, zato ker si želim, da zna, ker sem rekla, to je tvoj velik plus. Ja, res je. Tako da in kar ustrajam. Seveda mene glasba tudi spominja na različna obdobja, zelo me asocira na nje, ne vem, na moja nora leta, spominja me, ne vem, Slakove čebelice, me spominja na očeta. Jaz to, kar slišim, takrat grejo meni solze. Tako, rada imam vso vrst glasbe, nimam nobenih težav. Metalika, jaz sem Postojnčanka, to smo mi vsi bili metalci, poznam vse. Lahko poslušam tudi klasično glasbo. Je pa res, da tudi živim in delam v takem svetu, da sem zelo veliko na koncertih in tako naprej. Zdajle čez vikend snemamo videospot od Magnifica. Tudi recimo njegovo zgodbo, ko pogledaš in si rečeš, wow, mogoče ga tudi ta njegova ljubezen do Barbare tudi napolni in dopolnjuje, zato da je še vedno dober in dober piše in ustvarja in dela. In recimo Barbara je zame ena taka, ki si rečem, ki jo vidim in si rečem, veš kaj, Metka, če se ona lahko smeje, ti nimaš razloga, niti 1%, da ti je težko. In na njo se jaz, kadarkoli mi je težko, sam njo dobim pred očmi in si rečem, v redu je. Tako. Ja, ko se malo zazreš, kaj imaš, ne? Absolutno.
In ona je moj velik navdih. Ne. Da še vedno, kljub bolezni, kljub stanju, ki ga ima, je duhovita, nasmejana, polna energije, kolikor je pač lahko. Ja, super. Tako. Hvala, Metka. Še eno vprašanje mi je prišlo na misel vmes, ko ste govorili, vem, da Eva vstaja ob 5, ti greš ob 5 na šmarko, Zala, ne vem, a si tudi ti jutranje najbrž bereš Božjo besedo zjutraj, saj jaz jo. Zdaj in pol Hildegarda pa tako omenja to ravnovesje med spancem in aktivnostjo in tako, a tle mal mi kršmo. A ne, ker prej se sliši vse tako krasno, super stvari lahko naredimo. Veš kaj, samo ona ima tudi recept za piškote za demenco. Mogoče moramo te ajdove kekse s cimetom pa kar, da bomo Tega več jest. Premalo, ko spiš, večja je verjetnost za razvoj demence. Demence, tako ja. Kaj pa lahko rečemo za spanje, zdaj, ko bomo šle in ta večer končale, kakšno spalno rutino imate, a bi rekla, da damo dovolj pomena spancu? Jaz sem tudi vedno bila za akcijo, jaz sem pač, dajmo biti z ljudmi, kaj bom spala, sej tega ne rabim. Tako da jaz v preteklosti nisem dajala to poudarka na spanec, bi pa rekla, da mogoče v zadnjem letu pa probam dobiti 8 ur spanca na dan. Res se prav držiš tega. Tako da mi ne rata vedno, pač definitivno so tudi bolj obdobja, ki so res, ne gre skozi, ampak probam res, ali pa vsaj 7 ur pa pol spanca na dan in tako že ali pa tudi, da pol zvečer, ne vem, po določeni uri, da probam dati telefone stran, zaradi tega, ker drugače itak vpliva, pa ne moreš zaspati pa tako. Ampak v tem obdobju pa jaz res probam več, ne vem, video raziskav, ki sem gledala, je pač kako je spanje temelj za vse. In probam zdajle v tej sezoni, imam pogoje, kjer lahko, nimam dojenčko ali pa to, ki bi me budili po noč, tako da dejansko lahko in probam tako živeti. Hvala, Zala. Še kaj rečemo na temo spanca? Medve z Metko smo se sam spogledali, po mojem sve je ena večja zguba kot druga. Jaz po mojem že od 20 leta nekje tam, ko študiram, katastrofalno spim. No. Mislim, katastrofalno se ne držim teh 8 ur. Ne. Kad si v bistvu zdravnik, pripravnik, pa na začetku, to so dežurstva nočne, v bistvu delala sem usporedno stomatologijo, medicino. Delala sem zaradi tega tako, da sem v bistvu dopoldne bila na enih vajah, popoldne pa nočno na drugem oddelku, da sem lahko dopoldne spet šla na fakulteto na vaje. Tako da katastrofa, kar se spanja tiče. Pa so prihajali otroci, moji otroci, Heleni ni drugače ful bolj so spalno. Oni so res pridni, no, tako mirni otroci, pri nas sta 2 ADHD, tako izraziti tudi, se pravi, hiperaktivno motnjo. Motnjo, ja. Lušnasta, ful, ampak petarde. In tudi tako so bili kot otroci, tako da zelo, zelo slabo smo spali, katastrofa. V bistvu verjamem, da eni ljudje rabijo več spanja kot drugi ljudje, no? Ampak jaz ponavadi grem jutri spat, tako. A ne, je ura že jutri. Zdaj smo v prenovi hiše, kar pomeni, da vse stvari pač morava danes na jutri se odločati. Mož dela veliko, tako da pride domov zvečer doskrat, kar pomeni ob 8, 9 včasih. Pa preden se tekoče stvari pogovoriva, sploh se skregati ne morava, zaradi tega, ker je treba se zmeniti, kdo bo kjer ga otroka pobral jutri. Pa da dorečeva še stvari za prenovo, greva res ponavadi spat tam v polnoči 1, pol 2, ostajava pa on 15 do 5, jaz ponavadi 15 čez 5. Tako da, ja. Mislim, na dolgi rok to zagotovo ni dobro. Za eno obdobje življenja. Mislim, se to obdobje traja že od 20 let, kot sem rekla, se pravi že kar 4 stoletja. Nekje se verjetno pozna, ne? Ampak potem, ko padeš v ta ritem, tudi v nedeljo pač ostaneš zelo zgodaj. Ampak si pa spočiješ, a ne vseeno čez dan. Ne, v bistvu bom čist poštena, nisem najboljši izgled, kar se tega tiče, tako da vam ne morem na modrosti predajati, ampak doskrat v bistvu rečem, da sem toliko utrujena, da bi bruhala od utrujenosti, tudi če sem lačna, da bi šla spat. Pa pač ne gre, no, tako, ampak ja. Hvala, Iva, za iskrenost. Hvala. Metka? Ja,
Jaz tukaj tudi nisem pretiran zgled, kar se spanja tiče. Zavedam se, da je spanje zelo pomembno, ampak se mi zdi, da se je moje telo navadilo, da ne rabim toliko spati. Recimo tudi poleti smo mi skoraj dober mesec na morju in bi lahko komot spala, ampak kaj hudiča, kaj so sončni vzhodi, toliko lepi, a ne? In na morju najlepše in ne morem, meni ta duh mi kar ne da. Zvečer seveda sem pa najbolj mirna in nekako najbolj spim, če sem pomirjena, da je vse v redu, da z mamo slišim, da je z njo ok, da vem, da ima Etienne za šolo vse pripravljen, da je moja Alina pripravljena na izpit. Se pravi, jaz za vse, da sem pomirjena, da je z njimi vse ok, pa bom pa jaz tudi dobro spala, ampak po moje se je moje telo že navadilo, da je 5 ur, po moje max ok. Ja. Tako pa probam pol tistih 5 ur intenzivno spati, pa da mi glava ne dela, ker da ga skozi nekaj meljam in razmišljam. Sploh, če sem v kakšnih večjih projektih, ponavadi kar ustanem, zato da si zapišem, ker če si ne zapišem, mi pol glava skozi dela, da nam pozablja. Tako da, ne vem, ne govorim zdaj, da sem jaz nek velik junak ali karkoli, kar se tega tiče, ampak ne vem, ne znam samo sebe nekako tako zorganizirati, da bi se probala drugače, ker enostavno ne gre. Sploh si ne predstavljam, da imam 5 ali 6 otrok, jaz imam v bistvu ena je že velika, 21 let je stara, mislim, skrbi sama zase, pa imam samo enega, ne, da nam pomote, kje so tle 6, ne, tako da, ja, ampak sem pa okupirana pa pol z drugimi stvarmi, tako da se bom popravila. Ne, sej nisem tega zdaj zato izpostavila, ampak samo zato, da pač ja se zavedamo. Spanje je pomembno, seveda pa ne gre vedno, ali pa tudi različni smo vsi, a ne, tudi študije kažejo, da je super spanje, ampak ja, določeni ljudje ne bodo nikoli. Je pa nekaj res, ne? Imam pa svoj ritual v kopalnici, to imam pa vedno, temu se pa ne odrečem. Tuš, s kremo se namažem po obrazu, po telesu, dam frišno pižamo gor, dobre copate in to je to. In potem se dobro počutam. Ne? Pa delam, kar pač delam. Pa še delaš v pižami. Ja. Aha, lepo. Hvala, vidiš, za to sliko lepo od večera, domačega večera. Super, dež je začel padati, torej preveč govorimo, ne. Ni res. Ravno prav govorimo in bomo počasi zaključile. Res sem vesela, drage dame, no, da ste bile iskrene, da ste bile pripravljene se odpreti in podati to življenjsko energijo, no, še ostalim. Upam, da ste dobili en delček navdiha spet za do naslednjega meseca, da boste nekaj nesle s sabo, mogoče še prebrale, da vas Hildegarda še navduši. Bom končala z nekaj mislimi iz knjige, potem pa bi šle še v molitev, tudi če nimamo glasbe, da se vedno zahvalimo Bogu. Tako da, saj zdaj me že toliko poznate, da pač ja, če jaz vodim, bo pač tako. Neguj življenje, kjerkoli ga srečaš, je bil Hildegardin moto. Poskrbi, da se boš dobro počutil, naredi vse, kar je mogoče, da bo tvoje telo v dobrem stanju in da boš zdrav. Le tako bosta tvoj duh in duša zacvetela. Če svojim telesom ravnamo pozorno in spoštljivo ter razumno zadovoljujemo telesne potrebe, ima od tega koristi tudi naša duša. Ja, hvala ti, dobri očka, za to, da smo lahko ta večer bile skupaj. Zato s telesom, z dušo in verjamem, da si ti bil tudi med nami. Hvala ti za tvojo besedo, ki jo lahko imamo. In zato, da lahko podelimo, da smo različne žene, različne si nas ustvaril, ampak vseeno smo en tvoj dih življenja. S tem gremo skozi življenje, s tem gremo med ljudi, med odnose in kreiramo vse to, kar smo danes omenjale. In se ti zahvaljujem prav za vsako izmed gosti, zahvaljujem se ti za vsako, ki je stopila v to dvorano, da jo obogatiš, da vse to nese s sabo, do moža, do otrok, v svoje življenje. In da še lahko razmišlja, kaj ji ti želiš dati za njeno srce, za njeno telo, kakšne stvari, želje mogoče mora opustiti ali pa jih predati tebi. In kje jo še kličeš, da zacveti, še bolj polno. Hvala ti, dobri očka, res in kličem Svetega Duha, da nam podeli modrosti, nam da veliko razumnosti, miru in ljubezni, da bi to nosile sabo v svet in predrugačile svet. Ker smo žene po Božjem srcu in ti lahko deluješ preko nas. Hvala ti, za vse se ti zahvaljujem
V Kristusovem imenu. Amen. 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 Bi še kaj dodala? Zala? Ja. Bom še jaz molila. Gospod, hvala ti za ta čudovit večer. Vsaka žena v tej sobi je čudovito ustvarjena po tvoji podobi. In Gospod, hvala ti, da ti vidiš čisto vsako v tej sobi. Ti poznaš vseh od nas misli, naše radosti, naše sanje in tudi našo bolečino. Hvala ti, da ti, kot sem rekla, si naš čudovito ustvaril. In Gospod, hvala ti, da si nam dal telesa, da vsake je lahko danes tukaj sem prišla. In molim, da nas ti učiš, kako biti res dobre oskrbnice telesa, kako res tudi, Gospod, kako ne zatirati naša čustva, ampak jih res procesirati tudi s tabo, kako vlagati v odnose okrog nas. Molim, da bi tudi vsaki izmed nas tukaj, da bi nam še naprej odkrival, če imamo kakšne obrambne mehanizme, ki se rabijo spremeniti, in da bi jih ti pozdravil, zacelil, odkupil in da bi lahko s tvojo ljubeznijo še naprej ljubile drugo in ljudi okrog nas. Tako da molim tudi za vse besede, ki so bile danes spregovorjene. Molim, da bi vsaka, kar rabi vzeti, da bi to vzela. Molim, da bi bila, če so bila kakršnakoli semena zasejana danes, da bi obrodile sad. In molim sam, da ti nam še naprej, molim, da bi vsak izmed nas, ali je to danes ali v tem tednu res pokazal sam, koliko nas imaš ti neizmerno rad. In kako nas ta tvoja ljubezen spreminja, da lahko potem tudi mi s tvojo ljubeznijo ljubimo naprej. Tako da hvala ti za ta večer. Hvala ti res, da smo se lahko tukaj zbrali. In ja, sam danes te slavimo in smo hvaležne za ta dar, ki si nam ga dal. To molimo v tvojem svetem imenu. Amen. Amen. In naj bo vedno slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. In prosim, da se zahvalimo lepo še enkrat Metki Albrecht. Hvala tudi tebi, Zala, sempre. Evo. In hvala, Eva Trpin Fortuna. Vas vabim še na čaj, goste si bodo vzeli še nekaj časa, lahko jih kaj vprašate, se pofotkate z njimi, sicer pa lep večer in mirno noč. Lahko noč. Lahko noč.